Skaj praznoval? Veš, da sem. Stari, jaz sem še zmeraj čist polomen. Na enem žuru se mi je Miša Molk naenkrat zazdela tako huda baba, da sem šel tja in sem jo hotel zagrabiti za joške. Mene čisto odnesel. In potem se mi je zdel čuden, ker se ni pustila. In pogruntam, da je sploh ni Miša Molk, ampak je Sanja Grohar. Ne moš verjeti. Veš, kako mi je hitro dol padel. Poslušaj, če spravljam, ker sem gledal Darjo Zgonc, vsak dan skoraj. In sem malo razmišljal, dajmo danes malo probati, tako kot delajo profiji. Ok? Pa mene zajbanci. Uno. Ok. Probimo tako. Če sem preblečen se. Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Na Bližnjem vzhodu se je novo leto začelo dobesedno tako, kot se je prejšnje končalo, s silovitimi napadi izraelske vojske na Gazo. Izrael, ki svojo akcijo dobesedno opravičuje s Hamasovim izstreljevanjem raket na jug judovske države, je v Gazo ob podpori letalstva in topništva poslal tudi pehoto. Ob tem je dobesedno umrl najmanj en izraelski vojak, več pa je huje poškodovanih. Na palestinski strani je od 27. decembra umrlo več kot 500 ljudi, med njimi dobesedno vsaj 100 civilistov, kot poročajo predstavniki Združenih narodov. Ja. Izraelski obrambni minister Ehud Barak, ki je pred 10 leti dobesedno priznal, da če bi se rodil kot Palestinec, bi se najverjetneje pridružil teroristični organizaciji, je napovedal dolgotrajnejše vojaško posredovanje na območju z 1,5 milijona prebivalci. Ne pozabimo, volitve v Izraelu bodo dobesedno začetek februarja. Še pred prihodom Baracka Obame pa je o palestinskih civilistih kot kolateralni škodi spregovoril George Bush. In response to these attacks on their people, the leaders of Israel have launched military operations on Hamas positions in Gaza. As a part of their strategy, Hamas terrorists often hide within the civilian population, which puts innocent Palestinians at risk. Regrettably, Palestinian civilians have been killed in recent days. Predsednik republike Danilo Türk je v petek dobesedno obiskal reševalno postajo Ljubljana. Ob tem je dejal, da zlasti okoli novega leta obišče tiste, ki delajo in imajo posebne odgovornosti v času, ko se ostali dobesedno zabavamo. Moram reči, da mi bo najbolj ostalo v spominu ta visoka profesionalnost, odlična organiziranost, uporaba elektronike in vse, kar je potrebno za to, da ta sistem učinkovito deluje. To zelo impresionira. No, kaže, da se je predsednik med prazniki kar zabaval. Kaj ne, Edi? Predsednik republike, ki je včeraj na Pop TV dobesedno zavrnil očitke o vzvišenem načinu vladanja in pojasnil, da ima le občutek za protokol, ki pritiče njegovi funkciji, pa je dobesedno spregovoril tudi o donacijah v kriznem letu 2009. Ne bi želel, da se ta splošna nevarnost, ki jo prinaša krizno obdobje, da se z njo pretirava. Treba je videti, kakšne bodo konkretne okoliščine. Prav je, da smo pripravljeni, ni pa nobene potrebe po tem, da bi sejali paniko. V prvih letošnjih Vesteh na vesti pa še nekaj voščil za leto 2008. Kaj pa ne želite kot novoletno željo drugim državljankam in državljanom? To, kar ne želim sam sebi. To pa je? Marsikaj. Naprimer? Da bi vlada Boruta Pahorja tako kmalu padla.
Ne želim, da bi živeli slabo, da bi živeli slabše. Ne želim, kaj zvem, vojne ali ne vem, lakote, ampak želim pa veliko zdravja, to je tisto bistveno. Hvala lepa. Če sem vas prav razumel, da vas mediji malce pustimo na miru. O finančni krizi in nje vplivu na internet, komentar dneva Primož Žižek. Skozi čas od leta 2001, od velikega internetnega zloma, je internet ves čas iskal poti, kako naj postane čim bolj realna ekonomska logika, področje, kjer lahko razvijamo kvalitetne poslovne modele in pa seveda področje, ki bo ljudem omogočilo čim večje število uporabnih aplikacij. Pomislimo samo na prenos zvoka preko interneta, množično uporabo videa, družabno omrežje, iskanje informacij in podobno. Mnogi se danes sprašujejo, kako bo recesija vplivala na posle. V internetnem svetu, v internetnih forumih in na internetnih razpravljalnih deskah velja dejstvo, da internet ne bo prizadet nič manj kot ostali. Nasprotno, internet lahko predstavlja pravzaprav enega redkih kanalov, kjer bo rast še vedno mogoča. O tem pričajo tudi številne napovedi o oglaševalskih proračunih za prihodnje leto, o namerah podjetij, da bodo zaposlovali kadre, ki bodo v imenu podjetij razvijali internetne strategije in podobno. Tako da prihodnost v tem smislu je zelo obetavna. Pa tudi številna nova delovna mesta se bodo odpirala na področju interneta, kajti internet kot okolje, kjer je možno varčevati na številnih področjih poslovanja, je pravzaprav odlična odskočna deska za nove priložnosti, za mlade kadre, za specialiste na področju trženja, poslovanja, oblikovanja in podobnih dejavnosti, ki so na internetu še kako iskane. Ampak poglejmo za trenutek tudi na vprašanje povpraševanja. V časih gospodarske rasti, ko je v obilju in denarja in priložnosti, imamo ljudje občutek, da je vsega dovolj in da so naša delovna mesta neogrožena, zato ponovadi tudi veliko več zapravljamo, mnogokrat tudi nepokrito in to je tudi razlog sedanje krize. Na internetu se povpraševanje izraža v besedah, predvsem na iskalnikih in kljub temu, da je Charlie Chaplin nekoč dejal, da so besede poceni in da je pravzaprav največja stvar, ki jih lahko z njimi opišemo slon, na internetu stvari stojijo nekoliko drugače. Manj bo zapravljanja za luksuzne izdelke in veliko več bo iskanja najcenejših ponudb, najcenejših izdelkov in vključevanja v razne storitve, kjer lahko sami sebi ustvarimo tudi kakšen evro več. Torej, logika je jasna, recesija je tukaj in skoraj zanesljivo bo internet v naslednjih letih, torej na pohodu po dolini ekonomije, nekoliko pridobil. Vabljeni na internet. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Kaj pa si ti zaželel, Edi? Da, ja, pjana bila, jaz, da. Ojej. V škofjeloški Rdeči ostrigi pa je dobesedno nastopila Neca Falk z mačjo godbo. Malo po 10 uri oglasi se maček buri. Maca je zaspanka prava mača Pariž. Maca spreme polavilo, z njim odšla na kosila. Maca je zaspanka prava mača Pariž. V Sloveniji pa je včeraj odjeknila šokantna novica, da društvo Paviljon združuje približno 60 umetnikov in umetnic različnih umetnostnih praks, kipari, slikari, igralci, režiserji različnih starosti, ki bi radi s skupnim dialogom in angažiranim pristopom dobesedno prispevali k reprezentaciji v umetnosti. Tam je bila naša sodelavka Elena Pečarič, ki je umetnike dobesedno obiskala. Spodbujati razmišljanje o etičnih vprašanjih in s tem v bistvu dvigati duhovno nivo v bistvu človeka, posameznikov in druge. To je osnovna naloga umetnosti, ki je bila že pred 400 leti. Zato je gibalo in gonilna sila človeške kulture, ker v bistvu skrbi za etiko. Še vreme? Iz Slovenskega meteorološkega zavoda sporočajo, da bo letošnja ostra zima delala preglavice tistim, ki so občutljivi na mraz. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Nasvidenje. Edi.